Torej, Lara, živijo Živijo. ali hello? Hello. Lahko boje. Lahko oboje. Lahko bo. Kakšno je bilo vreme, ko si zapustila London in šla na letalo? Sončno, 17 stopinj, zelo lep dan. Britansko vreme, Um, si ga že sprejela po koliko, zdaj si že tam 25 let? ni tako slabo, kot pravijo. Ne? Eni celo pravijo, da je mogoče, mislim, se mi zdi, se malo zboljšuje vsako leto. V bistvu tudi, kadar dežuje, ne dežuje cel dan, kot recimo v Ljubljani, ponavadi, kadar dežuje, res dežuje veliko, tam pa tako bolj malo drsi. Zdaj, pri tebi se vedno reče, da si britanska oblikovalka slovenskih korenin. Ne? Ja. To se zelo Tako. resno vedno poudarja. Ne vem, pri Melani Trump ne rečemo vedno tega. Ne? Ja. Ampak koliko slovenskosti je v tebi še ostalo? Ja, jaz sem slovenska, 100%. Jaz sem tukaj rojena, moja mama in oče sta Slovenca, samo jaz živim že od leta 94 v Londonu, tako da sem delujoča kot britanska oblikovalka, ker pač tam živim in tam delujem, ampak jaz sem Slovenka. Koliko pa si Londončanka? 100%. Povej mi, da si Londončanka, ne da mi poveš, da si Londončanka. Da si Ja, rečeš recimo, Okej, kaj da sem jaz, recimo, pijem čaj, ne pijem kave. črni čaj. Črni čaj, samo English breakfast. Z mlekom verjetno, ne? Z mlekom, Tako. ovsenim mlekom. Potem recimo se ne tuširam, se samo kopam. Oziroma tuširam se takrat, ko se moram, recimo, ko pridem v Ljubljano, se tuširam. Ampak doma se kopam. To je zelo tipično angleško. Poznam London več kot večina Angležev. Kaj naj ti še povem? To je to. Se to doskrat tako tudi recimo za Ljubljano vidim, ne? Ko pridejo kakšni, ki niso Ljubljančani, da v bistvu Ja. lahko se še bolj potrudijo, da jo spoznajo. Ne? Ker potem, če Tako. si native, si mal len. Tako, ja. Jaz sem zmeraj v London pravim, če živiš v Londonu, moraš London izkoriščati. Tako da zmeraj gledam, kaj se v Londonu dogaja, sem zelo na tekočem z razstavami, kaj se dogaja v glasbi. Mislim, tako, je taka velika kulturna metropola, da se bi mi zdelo škoda ne tega uživati. Če tam živiš v enem takem dragem mestu, moraš to potem izkoristiti. Drago mesto v kjermu pomenu. V finančnem. Okay, ampak kjero področje, kaj vse, od hrane Vse. do nepremičnin. Vse. Vse Hrane, je drago. nepremičnine, prevoz. Ampak še vedno se smeješ, ko to govoriš. Zato, ker je taka realnost, ampak kljub temu mi je všeč. To sprejmeš nekako. A. Ja. Kaj pa je trenutno, kakšen je zeitgeist Londona zdaj? V kulturnem pomenu. Lahko kulturno, ja, ali pa Mislim, še zmeraj London je res ena taka metropola tujcev, bi jaz rekla. Sploh pa, če greš v center Londona. V centru Londona se to še najbolj vidi in tako se tudi spreminja, kateri tujci največ pridejo. Recimo včasih je bilo veliko Rusov, zdaj jih je manj, zdaj je recimo veliko Arabcev, tako naprej. Tako da se zmeraj nekako spreminja. Ampak vsi ljudje iz vsega sveta nekaj prinesejo k temu. Se mi zdi, da je eno najbolj internacionalnih mest, mogoče še bolj kot New York v tem smislu. Tako da so zelo različni vplivi in odvisno v katerem mehurčku si tisto pol ti kjer vidiš. vpliv pa je nate največji vtis naredil ali pa da je te pasu, da te je oplemenitil? To pa težko rečem. Težko samo sebe tako od zunaj pogledam, da bi točno vedela, kaj mene najbolj vpliva. Ti si v Združenem kraljestvu del elitne družbe. Ja? Leta 2012 si bila sprejeta v red britanskega imperija. Tako, to je res. No, Okay. ampak tega sploh ne poudarjaš pravzaprav. Jaz ga ne uporabljam. Tu dobiš en tak naziv, ki se imenuje MBE, to pomeni Member of the British Empire. In veliko ljudi se s tem potem tudi podpisuje, recimo Lara Bohinc, MBE, samo jaz ga nikoli ne uporabljam. Zakaj? Kot prvo, to ni nekaj, s katerim sem bila jaz prirojena, ni mi naravno, po drugi strani pa tudi ni pomembno. Ti ne bi nič, kaj v bistvu bi si ti s tem dobila? Kakšen je bil doprinos tega naziva? Bi lahko dobila več poslov? Bi lahko te nekdo zaradi tega bolj prepoznal pa rekel, da bi ti višjo vrednost kot trademark Lara Bohinc s tem dobila? Razumem. Ja. Mislim, da je to, da v bistvu lahko s tem nazivom prideš v ene kroge, katerim je ta naziv pomemben.
krogi, v katerih se jaz družim, to nobenemu ni pomemben. In se mi zdi, bi bilo nekako smešno, da bi se jaz s tem uveljavljala. Ampak če bi pa hotela v ene določene kroge priti, bi bilo pa to verjetno pomembno. Kateri krogi? Taki krogi, ki mi je to zelo pomembno, recimo, če si nekako, če se družiš z kraljevo družino oziroma taki stari angleški krogi mogoče, ali pa tudi kakšni tujci, ki se jim to zdi zelo pomembno. Recimo, tujcem se ponovadi to zdi bolj pomembno kot domačinom, se mi nekako še tudi zdi. Zdaj, odlikovanje ti je takrat podelila princesa Ana, hči pokojne kraljice Elizabete II. In sestra, ne? Zdajšnjega kralja, Karla III. Tako da spoznala si v bistvu princeso Ano in takratnega princa Charlesa, oziroma zdajšnjega kralja. Mogoče kakšen je bil ta vtis, no? Mogoče od obeh s prve roke. Ana, v bistvu, jaz nisem spoznala, ona mi je samo dala to medaljo. Tako medaljo dobiš. Pripeljati medaljo, tako. In me je zelo presenetila, ona je vse o meni vedela, me je zelo taka, ne spomnim točno, kaj me je spraševala, ampak ene par zelo osebnih vprašanj o šoli. Sem prav tako pogledala, pa sem zvedela, da seveda ona dobi briefing in njej točno vse povejo vsakmu človeku, tako da ona že naprej pripravljena, točno ve, katera vprašanja, ampak jaz sem zelo presenečena. Charles Karl je bil pa na enem sprejemu za mlade kreativce, ki so ga imeli v Buckingham Palace, in je bil zelo zgovorljiv, tako veliko se je pogovarjal in predvsem o kmetijstvu. Lik sem hotela reči, ker je znan potem. Tako, njemu je to zelo pomembno, predvsem je bilo v kmetijstvu veliko. In kje sta najdla skupni jezik, povej? To je bilo že toliko dolgo nazaj, se sploh ne spomnim. Jaz pa v kmetijstvu tudi v bistvu nič ne vem. Jaz še nisem mogla z njemu kaj blazno veliko pogovarjati, nažalost. A to sprav nimaš kakšnega vrtička, ne? Imam vrt, sam to je, mislim... Solata na njem, Ne, rože. Se tudi on, ne? Mislim, da je zelo on je zelo na vrtnarstvo, ja. Tako sem jaz takrat, če nisem na vrtnarstvu. To je zdaj na moja starejša leta bolj začela se. Zdaj, če se boš daj izkoristila ta naziv in ga srečala, nadaljuje ta pogovor. Takrat lahko. Ti si dobila ta naziv, še kar se ga oklepam, za tvoj prispevek britanski modni industriji. Tako. Kaj je ostalo še od te britanske modne industrije? Zanj se s Petrom Ovrinom pogovarjala, pa rekel, kaj pa imajo? Imajo Victorijo Beckham pa Burberry. Ne vem. Res je žalostno, ampak najbolj je vplival na ta propad. Mislim, ka London Fashion Week, jaz sem začela z London Fashion Weekom, recimo to je bilo leta, mislim, sem prvič ostala 98. In takrat je bil nekako zelo v sponu in pol je to šlo veliko do... Mislim, začel se je zaklon za takrat, ko so začeli glasovati za Brexit, to je bilo meni leta 2016. S tem je bil pa res takrat, se je potem začel izguba, posebej, ko se je Brexit točno začel, ker mislim, da je bilo, ne vem, leta 2020 ali 2019, ker potem nisi več mogel dobiti manekenk, recimo angleški stilisti niso več mogli delati v Parizu, so rabili imeti vizo, fotografi niso mogli pripeljati svoje opreme, če si hotel biti obleke iz Pariza, si mogel plačati karne, en tak poseben papir za uvoz, tako da se industrija zelo ustavlja. Za manjše dizajnerje, take, ki so živeli recimo od prodajne trgovine na spletu, na spletni strani, se pa to zelo ustavilo, ker ljudje niso hoteli plačevati davka na dodano vrednost, ker so dobili te stvari domov. Ne? Recimo, če si Slovenija naročil nekaj od, ne vem, Stella McCartney, če je prišlo iz Anglije, si mogel ti plačati v Sloveniji 20% davek. In ga moramo še danes. In ga moramo še danes, tako. In obratno, ne? Tako da se mi zdi, zelo uničilo to modno industrijo, mogoče celo bolj kot kjer je druga industrija, zato ker je veliko bazirana na manjših kreativcih. Večji kreativci, kot so pa recimo, ne vem, Burberry pa Victoria Beckham, pa to zelo lahko prenaša, ker ima lahko oni skladišča, ne vem, v Italiji ali pa kjer drugje. Čeprav ona je tak primer, ko je imela velike težave njeno podjetje, ne, smo pa lahko gledali, kako v bistvu je dobila finančno injekcijo, ne, mislim najprej od moža, ne, v bistvu pa še od enega drugega investitorja, tako da tudi njeno podjetje je viselo na nitke. Ne? Nisem videla dokumentarca, a je bilo zaradi Brexita problemi so bili? Vse sorte je bilo tudi zato, ker je preveč rož nakupovala, dragih. Pa take stvari. To je razumljivo. V njih ta veliki. Ja. Tako da potem, ko sem malo gledala, v bistvu imajo avtomobilsko industrijo še vedno močno, ne? Jaguar je, vse pa to, Range Rover. Aston Martin, Bentley, Aston Martin, seveda, Mini, ne, to v bistvu nekako, kar je, ne. Zdaj še eno vprašanje, ki ti ga res, ki je tako popič mogoče, ampak
huk vprašanje, da bova Ja. dali kaj na družbena omrežja. Okay. Torej, kdo vse je nosil tvoj nakit, ko si ga še delala od teh zvezdnikov? Ja, evo, Victoria Beckham, ki smo že Ga je. omenili, Kate Moss, Mariah Carey, Whitney Houston, Madonna, ne vem, se ne spomnim, velikih je bilo, no, glavno. Sarah Jessica Parker, Sarah se Jessica še Parker, snajdla, tako, ja. Cameron Diaz Tudi Cameron in Diaz, celo ja. Michelle Obama, mislim. da je Celo prišla Michelle Obama, v ja. tvojo trgovino takrat. In še, ne? Grace Jones tudi je bila. Wow. Ja. Wow. Ja. Kaj pa je Grace Jones? Je bila na glavni strani od Dazed and Confused, na cover. In bila naga z mojo ogrlico. Seveda, kaj pa Seveda, drugega? Ja. Kako pride do tega? Kako ta svet deluje, da, da se kosi enega oblikovalca znajdejo v takem primeru na Grace Jones? Ne? Zdaj, a je eno njihova osebna preferenca, kako malo razloži? Ponovadi to pride preko stilista, ne? Ker stilisti pač jim zbirajo ta look, obleke in dodatke. In velikrat mora tudi, recimo, sploh, če se gre za revijo oziroma časopise, nositi tiste obleke od tistih, ki so oglaševalci. To so ponovadi večje firme, tako da svobodo imajo v glavnem bolj na dodatkih. Tako da bolj na dodatkih lahko uporabljajo take manjše imena, kot smo bili mi, recimo. Ne. Tako da pride to ponovadi zelo nedirektno, moram reči. A si kakšno od teh tudi ti spoznala? Ali pa... Kate Moss sem spoznala. In? Ja, fajn punca. Fajn punca, to je vse, kar boš povedala, nas vse Če zanima. to je privat. Okay, pardon. Okay. Zdaj pa glej, na neki točki je bila za veliko ljudi, no, ki smo spremljali tvoje delo, kar velika novica, ne, ko si pa prekinila v bistvu s to tvojo zgodbo, zaradi katere si spoznala princeso in dobila najvišje odlikovanje in bila del te elite britanske in si, pardon. Ja. Zakaj je prišlo do te odločitve? To se mi zdi zelo radikalna odločitev. Ne? Delali si tudi v Cartierju. To je šlo v bistvu zelo počasi. To ni bilo nekaj, kar se je zgodilo čez noč. Je bilo več faktorjev. Eden je bil to, da je mene naenkrat ni več zanimala moda. Ni me več zanimalo ustvarjati vsakih 6 mesecev novih kolekcij. Sem hotela ustvarjati nekaj, kar je dolgotrajno, kar ni vezano toliko na trende, nekaj, kar se lahko uporablja za dolga leta. In hotela sem tudi ustvarjati stvari, ki niso vezane na telo. Ker za telo so zmeraj stvari zelo majhne in tudi ne smejo biti težke in si zelo omejen z materiali, ker ponovadi so materiali za nakit posebej še najbolj klasični, kot so kamen in kovina. Jaz sem hotela ustvarjati tudi z mehkimi materiali in tudi z barvami se je poigrati. Tako da to je bila nekako kreativna odločitev na eni strani. Po drugi strani se je pa trg zelo spremenil. In kaj mislim s trgom je v glavnem to, da so večina dizajnerjev njihov posel baziran na 2 temeljih. Eno je, da prodajaš ti direktno svojim strankam, se pravi po spletni strani v trgovini. Druga pa prodajaš preko teh retailers, to so recimo butiki in recimo te Selfridges, Harrods, take velike trgovine. In te velike trgovine so naenkrat začele nehati kupovati, ampak so imele vse produkte, so oni hoteli imeti na nekaj, kar se imenuje sale or return oziroma consignment. To pomeni, da oni v bistvu stvari nikoli ne kupijo, ampak jih imajo na zalogi in ti plačajo šele potem, ko so prodani, oziroma oni naročijo in tisto, kar ne prodajo, ti zmeraj vračajo. Zdaj si pa predstavljali, kot prvo ti njim prodajaš po zelo nižji ceni, kakor direktno. Ker imajo maržo, ne? Tako, ker oni imajo maržo, se pravi, že prvič imaš, po drugi strani pa nimaš nobene sigurnosti. Oni v bistvu naročijo, ampak naročijo tako nekako pogojno. Tako da nekako biznis model se je nekako začel spreminjati in je bilo zelo težko ustvarjati v tem biznis modelu. Kot tretje sem imela pa tudi še enega poslovnega partnerja, s katerim se nisva več razumela. Tako da je bilo več razlogov, zakaj je to Kakšne šlo. so marže? Vem, da so bile tudi v Sloveniji tako 100%, kar se mi zdi zelo veliko za enega neodvisnega oblikovalca nakita, recimo, ne, že Ja. stroški materiala so dragi in potem, da vzameš še trgovino 100% maržo, ne, to se ni računice. Ja, v Koliko- a so Angliji je kaj več. višje? Ja, Višje. več. Recimo bazirajo med 2,6 do 2,7. Se pravi, če jaz prodam trgovini nekaj za 100 evrov, bo trgovina prodala to za 270. In tisto, kar jaz njim prodam recimo za 100 evrov, ponavadi od tistega jaz dobim 50. Se pravi, nekaj, kar stane recimo 270 evrov v trgovini, jaz dobim 50. Se pravi, to je zelo majhen procent. Si pa
potem po nekem obdobju vendarle naredila eno kolekcijo za Skultuno, ki je znova povezana s kralji, Ja, tako. švedskimi. Ja, oni so 400 let stara firma in imajo tudi kraljevi pečat. Ja. To pomeni, da je to podjetje, ki dela za švedski kraljevi dvor. Ne? In To tako, pomeni. ja, tako. In med drugim za to podjetje oblikuje tudi princ njihov, ne? Mislim, da. A ja, to pa nisem vedela. Ja, To pa tale novica Filip. zame. Kaj? Aj, nisi vedela Ne, tega? nisem vedela. No, Ne, nisem tako. vedela. Karel Filip. Aj, nisi Okej. vedela tega? Ne, nisem vedela. Mi niso povedali. Kako je do tega sodelovanja prišlo, da si pol po tolkem času Ja, še ni čist ta ideja v tebi umrla, ta moja težka Ja. beseda, nehala goreti. Ja, vem, kaj misliš. Jaz sem z njimi sodelovala že na par drugih projektih, sem za njih oblikovala tudi ene svečnike in potem tudi ene okvirje za slike in tako naprej. In smo se zmeraj pogovarjali na kitu, samo oni so začeli na kit razvijati v bistvu zelo bolj intenzivno po covidu, ne. In tako smo se pogovarjali, kaj bi nova kolekcija, pa smo rekli, kaj pa če ne bi na kit, sem rekla, se v bistvu pa malo pogrešam delati na kit, ker ga že nekaj časa nisem. Ker zdaj pa sem pa začela delati na zelo velikih takih razmerjih, ne, recimo stvari, ki so bile velike 3 metre in tako naprej, take različne velikosti. Tako da sem nekaj prav veselila, bi me nekaj manjšega narediti in tudi nekaj dosti bolj dostopnega, ker njihove cene so bile zmeraj cenejše, kot so bile tiste, ki sem jih jaz lahko dosegla. Tako da sem potem z njim naredila kolekcijo, ki se imenuje Together. Ko sem malo razmišljala o tvojem delu, mi je bilo zelo ena stvar zanimiva. Ne? Tvoji kosi, ki jih zdaj delaš, pohištvo, ne, so zelo monumentalni, kompleksni, zbirateljski, galerijski, Ja, ampak hkrati zelo všečni. ja, Popiš, tudi Ja. imena taka izbiraš, materiale take izbiraš, Ja. ampak ločnica med neko širšo publiko in temi kosi je pač cena, ker to so Tako, ja. kakovostni materiali in dizajn in vse, kar sem zdaj povedala, in cene Ja. so nad 20.000 ja, evri, verjetno kaj še več. Recimo pri nakitu je bilo pa ravno obratno, ne? ja, Da so bili pa spet zelo umetelni kosi, Ja. ampak na nek način dostopnejši. Ne? Tako, Izvem, ja. da je bilo veliko ljudi tle v Sloveniji, da so, Ja. ko je bila kakšna matura ali pa izpit za avto, ki je kdo kakšna naredila, Ja. da je pol cela družina zbirala ali pa rojstvo otroka. Skratka, Ja. na nek način si lahko tako. Privoščil, ja. Ja, si kdaj razmišljala v bistvu o tej... Veliko o tem razmišljam, recimo, ker tudi veliko mojih prijateljev si recimo tega ne more privoščiti. To so res take visoke cene. Ampak visoke cene so zato, ker je naravni materiali in zelo nizka produkcija v smislu serije. Da bi pa jaz lahko naredila nekaj, kar bi bilo zelo dostopno, bi mogla pa, mislim, kot prvo, je zelo težko narediti nekaj dostopnega z naravnimi materiali oziroma takimi materiali, ki niso plastika, in to je meni zelo pomembno. In če bi lahko to naredila, bi rabila veliko investicijo v orodje. Se pravi, to je v bistvu čist en drug vrste biznis, ne, ker rabiš imeti količino, moraš imeti skladišča, verjetno tudi ne bi moglo biti narejeno v Evropi, bi moglo biti narejeno na Kitajskem. Tako da sem nekako razpeta med tem. Tudi če bi jaz hotela kaj takega narediti, zaenkrat nimam te možnosti, ker pač nimam takih sredstev, da bi investirala, ne vem, 500.000 ali pa 1 milijon v en stol, recimo. Ne. Take so številke, recimo. Če še mečkano ostanem pri tvojem nakitu, pa pri enem kosu, ki ima ime Solar Eclipse, mislim, da je ta zelo, Ikonski. Tako je, ne. zelo Lara Bohinc. Ja, zelo prepoznaven. Zelo prepoznaven, to Tako. motivi, kot pravzaprav še uporabljaš danes Tako. na preprogi, mislim, pri Ja, vse smo uporabljali ta motiv, na preprogih, na povsod je bil. torbah, na šalih. Res je, povsod ja, bil. tako. Ja. Prosim za to zgodbo, no, kako je to nastalo. To so Ja. te preproste ideje, Ja. ki so pol velike ideje. Kako, Ja, enkrat si že razlagala o To tem. je bilo kako veliko dela s tem razvojem. Zgleda zelo enostavno, ampak začelo se je tako, to je narejeno iz verižice. In zelo pomembno je, da ta verižica ima, se ne spomnim, 6 ali 8 stranic. In to je zelo pomembno dejstvo, ker če imaš ti ravne stranice, ki jih daš 2 skupaj, jih lahko potem tam zalotaš. Če bi bile te stranice okrogle, bi bil ta stik zelo nestabilen.
Tako da jaz sem s tem veliko eksperimentirala, kako ohraniti to fleksibilnost verižice in skrati jih zalotati skupaj, tako da jih imaš lahko več skupaj. Tako da to sem kar ene par poizkusov rabila in potem sem začela ustvarjati kroge in razne oblike in tako se mi zdi, da je bilo kar ene 2 leti v bistvu v razvoju, a veš, kako to narediti. In pol, kaj enkrat to ljudi vidijo, seveda, to je pol easy pol skopirati, ampak je časovno, so bili ti kosi zelo zahtevni. Meni se zdi, da je imela tista ogrlica Lunar Eclipse se je imenovala okrog 400 lotov. To je, vsaka verižica je na 2 centimetra zlotana zraven naslednje verižice. Tako da to je bilo zelo intenzivno delo. Ne, kaj. Ampak prvoten prototip si pa iz česa delala? Prav iz verižice? Ali si imela Vse iz bolj... verižice. Prvoten prototip Prvotnega je si iz tudi istega. delala iz istega materiala, Tako nisi, je. ne vem, iz vrvi, ne vem, če sem zdaj Ne, kaj ne, ne, trapastega ne. rekla. Jaz sem imela včasih delavnico, v svojem studiu sem imela delavnico za 4 ljudi, s tisto tipično mizo za delanje nakita in smo imeli tam vse orodje in sem jaz veliko sama na mizi delala in pa sem se s tem igrala, kako se potem to naredi, da veliko lahko narediš, da zalotaš, pa se zalije tistim porata trdo, ne, kako to narediti, na kakšen način, da bi to ostalo fleksibilno, pa trpežno, da se ne bi to raztrgalo. Zdaj pa ključno vprašanje za vsakega oblikovalca, tudi industrijskega, kaj je dober dizajn? Ne? A je to funkcionalnost, ali je to uporabnost, ali je to, da je 400 lotov na verižici, ali da bi samo en vozel naredila? Kako gledaš na to? Jaz bi rekla nekaj, kar ti hočeš imeti, to je prvo, da ti je toliko všeč ali zaradi dizajna, zaradi barve ali zaradi funkcionalnosti, nekaj, kar hočeš, da je to v tvojem življenju. Če ti nočeš s tem biti, je to prazen dizajn. To je kot prvo. Ne. Seveda mora biti funkcionalen. Zapestnica, ki ne moreš zapeti ali kaj ne moreš nositi, to ni dober dizajn. Ali pa stol, na katerem ne moreš sedeti. Čeprav pri stolih se lahko malo drugače pogovarjamo, kaj je lahko tudi umetniški objekt. Ampak seveda ta pravila, ki so klasična, modernistična pravila, so na en način zelo pomembna. Samo pomembna so tudi zato, da se lahko tudi kršijo potem. Tebi je zelo blizu, ne, ta modernizem. Ja, Bauhaus recimo mi je bil eno zelo pomembno bivanje, en zelo pomemben dogodek svetovni, v katerem se je zelo spremenil način razmišljanja okrog dizajna. Pa tudi zdaj, ne, veliko hodiš po svetu na razstave, zelo slediš temu, ne, koliko je to pomemben zate. Ja, za meni osebno je, ne, recimo ni rečeno, da je to za vsakega posebno, ampak meni je to pomembno, mislim, že sama kreativnost me inspirira od drugih ljudi in da vidim, kakšni različni videnja enega objekta so na svetu prisotni, ne. Kaj ti je recimo bilo v zadnjem času ali pa kaj ti je všeč, tako da se vedno k temu vračaš, če kdaj rabiš? Mislim, zmeraj najbolj mi je zanimivo, najbolj, kar se veselim vsako leto, so te umetniški sejmi, kot so recimo Frieze v Londonu ali pa zdajle bo Beneški bienale ali pa Art Basel, ker je taka koncentracija kreativnosti in drugačnega gledanja na svet. To se mi zdi zelo pomembno, da sem pač nekako se počutim del tega in to me tudi zelo inspirira. Kako si pa opazila, da se je kaj spreminjalo? Ker ponovadi so umetniki, kultura je tista, ki zeitgeist zaobjame. Sploh recimo, ko si omenila Benetke, ne, arhitekturni bienale, tam so vedno ali rdeča nit nekih dogodkov, ki osvetljujejo pereče težave v svetu, a ne, tudi težave z izraelskim paviljonom, zdaj so spet. Tako je. Ja, recimo, kako letos gledaš na bomo to? videli, kako bo letos. Ne vem točno, kaj je tema zdaj letošnja v Benetkah, a ti veš? Tudi če nisem nisem še pogledala, ampak ja, teme letos, nisem. me zanima, letos tudi prvič v Benetkah razstavljam, imam 3 kose keramike, je ena razstava, ki se imenuje Personal Structure in so letos prvič vključili tudi, to je, oni imenuje Functional Sculptures, v bistvu je design in art sta skupaj. Ampak kaj bo pa tematsko, pa ne vem. Ta razstava, o kateri se mi je zdel, je bila okrog teme confluences. To pomeni tisto, kar se nekaj skupaj zliva oziroma se spreminja, kot kje se začne art, kje se začne dizajn, združenje različnih panog. In zdaj si šla, ko si to omenila, ne, govorimo torej o vazah, spet si naredila preskok, ne. Torej z nakita na dodatke, oziroma dodatke, recimo na pohištvo, in zdaj si pa šla v delavnico in sama modelirala. Veš kaj, to sem hotela začeti, ker kot prvo se rada spreminjam. Meni rata malo dolgčas, pa hočem kaj drugega. Zmeraj v neki zvezi s kreativnostjo me zanima različne panoge.
Keramika me je zanimala zato, ker jaz sem po tistem, ko sem zaprla svojo delavnico za nakit, ki je že dolgo leta nazaj, medtem, ko sem še imela svojo firmo za nakit, nisem imela nobenega pristnega stika z materialom, tako da bi sama lahko kaj naredila. Sem sicer delala z rokodelci, ampak sama nisem. Tako da sem hotela nehati risati, dosti mi je bilo risanje oblik in idej in sem hotela nekaj, da material sam govori, oziroma da čutim ta material in da material potem se spreminja in jaz potem reagiram na to, ne. Tako nekako en tak odnos, bolj direkten. In zato sem pol hotela to iti in sem šla v bistvu, to je bil kakor da bi šla nazaj v šolo dobesedno. Sem delala leto pa pol, kakor da bi delala en magisterij iz keramike in sem se tam veliko naučila od tudi drugih ljudi. To je ena taka delavnica, ke je veliko različnih umetnikov. Eni so prav umetniki, eni so bolj tisto, ko se imenuje ceramicists, temu pravijo, eni so bolj potters, tako da sem se od njih razne tehnike in take finte naučila, ne. Pa tudi tehnike imajo. Mislim, da si zdaj naredila vazo, pa svetilko Svetilke- in Fendi, ne, ali kdo je? Fendi je bila moja prva stranka. Je že prva stranka. Prva stranka od vaze. Prvo vazo so oni kupili. Prvo vazo so kupili. In kje jo bojo razstavljali, so kaj povedali? V trgovini v Parizu je. Nova trgovina v Parizu imajo. Si pa bila pred tem na Japonskem, ne, se mi zdi. Na Japonskem sem tam- delala eno, ko se temu reče rezidenca. Sem bila v zelo majhnem mestu, sem v bistvu vas, ki se imenuje Wajima. In Wajima je znana je center za ribolov in uruši. Uruši je pa japonski lak, ki je totalno naraven. Zgleda na en način kot plastika, ki je zelo tak svetleč in čist perfekten zgleda, ampak je naravno iz dreves. In oni tako naredijo, da dajo drevo iz ciprese in potem dajo ta lak in je to 30 plasti. In vsaka plast, ki se posuši, jo morajo potem oni zbrusati in naslednjo narediti. To, da, meni se, da je bilo za eno mizo, da je bilo 4 mesece samo lakiranja časa. Ne samo izlesano, da je pa samo lakiranje je trajalo 4 mesece. In potem si tudi ti naredila dejansko. Jaz sem naredila mizo in stol in ene take škatle so bile. A to narediš zato, ker ti je to všeč, ali imaš dejansko kakšnega končnega kupca? To ni bilo nobenega končnega kupca. Mislim, ideja je bila, takrat sem se povezala z galerijo Fumi v Londonu in oni so to hoteli imeti za svojo razstavo, ampak to ni bilo nobenega kupca, ne. Tako da to je v bistvu narediš, potem pa se vidi. Mene zanima raziskovanje različnih tehnik in materialov in tudi zelo zanimivo je posebej, če greš na Japonsko, kako vidiš, jaz sem v bistvu z njimi živela takrat, živiš na njihov način, vidiš, kako oni ustvarjajo, čisto en tak drugačen način ustvarjanja, ki je v bistvu zelo star. To delajo na isti način, kakor so delali 1000 let nazaj, ni v bistvu nič drugače. Kako pa nove raziskave, nove materiale raziskuješ, ne, gobe recimo so med materiali, ne vem, imamo usnje z ananasa, z jabolk, zdaj sem šla malo v druge vode, ampak vem, da gobe se recimo uporabljajo lahko pa. Tudi to sem gledala, mycelia, me zelo zanima. Je zelo zanimiv material, ima prednosti, pa ima ene par stvari, ki nisem čisto sigurna, koliko je to dolgotrajno, recimo, ne. Ampak je zelo zanimiv material, recimo za packaging uporabljati ali pa kaj takega. Ima tudi zelo tak lep občutek, kot en tak žamet je na en način. Sam je pa dosti omejen v smislu barve in teksture, ne. Ampak je zelo zanimiv. Mislim, zmeraj novi materiali se odkrivajo. In to je zelo zanimivo. Posebej taki, ki niso plastični material, ampak naravni material, ti bioplastik je zdaj veliko, tako kot si rekla, usnje iz ananasa, usnje iz gob. Ti si začela oblikovati v bistvu kovino, potem si šla na kamen, tako je. potem tudi les, Pluta, tako, v lak, Miamiju, ne. uruši lak, Zdaj še to in zdaj v bistvu glina, kaj še keramika, ostalo? steklo je bilo in vmes, ja. tekstil. Tudi tekstil, Ti je preproge. že kaj ostalo? Ne vem. 3D Še kaj? tiska nisi delala? Ne, to A si sem. tudi Ja, to? to so bile ene vaze, ki smo jih potem dali v electroforming, neko se v slovenščini reče, to je v bistvu kot en baker, ki se nabira na površini te sprintane plastike. Sam zdaj tega nočem uporabljati, ker sem zelo ratala proti plastiki, tako da nočem plastike uporabljati. Čeprav zdaj se tudi da tiskati z enim novim materialom, ki se imenuje sulpa, ki je v bistvu baziran na lesu, tudi to sem že gledala. Tako da ta raziskava teh novih materialov je zelo fascinantna. Enkrat, oziroma pri tebi mi je zelo zanimivo, da svoja dela ne uporabljaš besed, ki jih jaz uporabljam, nakit ali pa pohištvo, ne, ampak rečeš objekti za telo
in objekti za prostor. Tako. A je to PR-ovska malo Ne, potegavščina, to a je je to nek tvoj... Ne, to je čisto, kako jaz to vidim, ne. Recimo, če ti jaz povem, da za en prsten narediti ali pa za en stol narediti, to meni isto časa vzame. To ni nobena razlika, samo zato, ker je prsten manjši, zato, ker je objekt za prostor, kakor jaz temu pravim, Tako. večji, ne. In zakaj rečem objekt za prostor? Zato, ker ni definiran s funkcijo. Mi ga definiramo potem, ampak ko jaz to oblikujem, gledam ne samo iz funkcionalnega vidika, ampak z vidika, kot da je to kot ena oseba, kot da ustvarjaš nekaj, kar ti daš en občutek, en feeling v to. Zato je to objekt. Enkrat si mi v enem pogovoru si rekla, ne, nakit so majhni objekti za telo, objekti za interjer, pa nakit za telo. Nakit za dom. A nakit za dom? Nakit za dom. Nakit za dom, evo, Nakit za tako. dom. Recimo posebej luči To se še mi nikoli zdijo nisem tako take. gledala, ne, da je pač, da so Ja, posebej objekti za luči. interjer, nakit za dom. Ja, recimo, če pogledaš luči se svetijo, tako kot Ja. so recimo prsten svet na telesu. Ne? In imajo tudi isto tako nekakšno pomembno funkcijo, kakor jo ima nakit na telesu luči, recimo, kaj naredijo za sobo. Ja. Zdaj, se ti zdi, da ko si šla iz modnega sveta v industrijsko oblikovanje, da se tega bolj resno jemlje? Kakšne so razlike? Da se industrijsko oblikovanje bolj resno Da te jemlje kot moda. ti si industrijska Ja. oblikovalka, ampak prej si Ja. delala objekte za telo, Tako je. zdaj delaš pa objekte za dom. Ja. Kakšno razliko vidiš pri percipiranju? Ne? Zdaj oboje je zelo moški svet, sploh ta industrijsko oblikovanje. Ja, moda ni tako moški svet. Moda je veliko bolj naklonjena ženskim Industrijsko karakterjem. oblikovanje je moško. Industrijsko oblikovanje pa Glej. čisto moško. Ja. To je pa 90% moško. Ampak kakšna je razlika? Se tukaj te bolj resno jemljajo? Tukaj recimo je veliko več enih, ne bom rekla, seminarjev, kakšnih delavnic, kakšne take, da so razlike recimo. Ja, so velike razlike. Recimo, moda bolj pripada temu pop kulturi, bi jaz rekla. Zato, ker je tudi veliko povezana s temi znanimi ljudmi in tako naprej. In tudi se veliko na to veže, na pop kulturo. Dizajn se pa bolj veže na arhitekturo, oziroma bolj resen je nekako na en način. Ne bi rekel mogoče toliko na art, mogoče arhitektura se bolj veže na art, pa tudi se, no. Ampak se nekako sigurno bolj resno jemlje, v tem smislu, da moraš nekako več razmišljati. V modi to ni toliko pomembno, v modi se mora bolj videti. Ne. V dizajnu se pa veliko več o tem tudi govori. Tudi dostikrat se recimo dizajnerji, če gledaš na Milano, imajo zelo radi pogovore. Pri modi se to sploh ne dela, tam je fashion show in to je dio. Zelo redko, da imajo ljudje pogovore. Pomembna si tudi dolgotrajnost, ne? Aha, Tega seveda. je se mi zdi v industrijskem oblikovanju precej, ne? Že zdaj, prej, ko smo govorili o materialih, Ja. pri modi nekako, ne, imajo zdaj še kapsule vmes in so Tako, čisto ja, pregoreli ja. ti modni oblikovalci, Tako. koliko je to kolekcij, 9 na leto, Ja, 12, sej, to, ne vem. včasih, ko sem jaz začela biti v tem modnem svetu, je bilo 2 kolekcije. Ne? Ja, Pa je bilo to pa, je bilo pa, pa je bilo pa res. 4 na koncu. Ne? Zdaj imajo pa še kapsule vmes. Zdaj pa ne. še kapsula Ja. vmes, ja. In jaz sem videla tako, da kdo je hotel imeti to kolekcijo. To so kupci teh velikih trgovin, zato da imajo skozi novo ponudbo. Ampak ljudje so pa skozi isto hoteli imeti. Stare stvari, ki smo delali že 10 let. Tako da je velika razlika med tem, kaj ljudje v bistvu hočejo, pa kaj trgovine ponujajo, zato da ustvarijo novo željo za ta konsumerizem. Ne. To je to. Kako pa ti, kje ti prodajaš, kje so tvoji kupci? Meni pri tebi vedno zanimivo, da si imela že zelo dolg nazaj, 10 let, na spletni strani mizo, ki stane takrat, ne vem, 15.000 funtov, potem Ja. pa dodajo košarico. Ja. Zdaj se to ne da več. Veš, To se ne da to več. delaš recimo v Ampak trgovini. Ja, ti povem, dodajo košarico. so bili tudi ljudje, ki so dodali to Sej. košarico. To je Ampak se mi najbolj je zanimivo. zdelo tako, wow, hudo. Ja, zdaj nimamo več oddaje Dobro. košarico, zdaj tudi cene niso več objavljene. Ta glavne stranke so dizajnerji za interjer, pa tudi posamezne stranke, potem pa galerije. To so potem isto, od njih stranke so pa isto, dizajnerji za interjer pa posamezniki, potem pa tudi so teli marketplaci, mislim, mi smo samo na First Dibs, zato ker smo. To je spletna stran. Ja, to je spletna Ja. stran, kateri v glavnem, oni se specializirajo, v glavnem imajo vintage, ne, kose, ampak tudi imajo modern dizajn in z njimi sem tam začela že od začetka, tako da smo več kot 10 let tam prisotni. Ampak ni to tak en tak glavni prodajni, je tako neki za zraven. Ne. Koliko se je pa
Kako so se pa tvoji kupci spremenili? Recimo zdaj sploh, odkar ni več ruskega trga, ne, ko se je Ja. pač to zaprlo. Ja, v glavnem Kako- so vsi, v glavnem večina Američanov. In to ne samo za mene, to je tipično za celo dizajn industrijo zdaj, ne. Ker nažalost je pač tako, včasih je še nekaj bilo iz Evrope, zdaj jih je zmeraj manj iz Evrope. Rusija je čisto izumrla zdaj, ne. In jaz sem zmislila, ti Rusi bojo potem nekako, veliko se jih je preselilo recimo v Dubaj, pa bojo s tam naročili, pa se ni to zgodilo, ne. Tako da ta trg je čisto zamrl. Ta Srednji vzhod, pa to pa v bistvu nikoli niso bile moje stranke blazne. Imamo občasno kakšno, ampak ni to en tak velik trg. Ko sem se pogovarjala z enim iz teh krogov umetniških, ne, je rekel, da so pravzaprav ta višji sloj v Evropi, ne, da v bistvu zdaj, ko je ta sploh vojna v Ukrajini in vse te mednarodne geopolitične razmere, da v bistvu so zelo previdni ratali, ne, da so nehali kupovati stvari oziroma investirati v stvari, za katere vejo, da se jim splača investirati. Ne, mogoče kakšne slike. To pa veš, kaj kupujejo? Veliko kupujejo vintage, ne. Recimo oni vejo, ne vem, tam en stol od Matigoja je, ne vem, 10 jurjev, oni mislijo, da bo to čez 5 let 15. Tako nekako zelo ne investirajo v nekaj, kar ni točno jasno, da bojo profitirali, ne. Recimo stare avtomobile kupujejo, ker to se ve, da bojo profitirali, ne. Zelo malo ljudi jemljejo zdaj rizike, tudi ta bogati, ne. Pa tudi že imajo veliko stvari, ne. No, se imajo veliko hiš, ne. Imajo veliko hiš, ne, tudi te bogati so začeli zmeraj več kupovati v tele, kako se tem reče, experiences, kako se to reče, doživetja, ne, recimo, ne vem, da kupaš karte za nogometno igro, ki stane 30,000 funtov, take zadeve. Zakaj pa ne, a ne? Ja. Vem, da je Katarina Čas, naša igralka za BBC, ne vem, če si mogoče Ja, gledala tisto, ja, Wild Cherry. aha. A si uspela pogledati? Sem ne? videla eno oddajo, sem pogledala, ja. In je rekla, da ko so to snemali, ne, da so bili tudi v teh nekih luksuznih hišah, ne, tam, kjer je ona snemala, in da so ljudje, lastniki hiše, so mogli za tisti čas ven, ne. In je ona rekla, Seveda. kje pa oni so, smo jih zdaj mi pregnali, pa so rekli pač, ne skrbeti, to je njihova počitniška hiša, imajo jih še dosti. Imajo jih še dosti, In ja. rekla, a to res obstaja, ne. Ja, To res tega veliko tega obstaja. veliko obstaja. Veliko obstaja. Enkrat sem te vprašala, če se ne bi nikoli oblikovala, danes si že dvakrat odgovorila, da je to plastika. Ja, če se bi res, razen če res ne bi bilo druge variante, Ja. res, raj ne. Zdaj pa ti dam malo upscale vprašanje, nadgradnjo. A obstaja podjetje ali pa država ali pa posameznik, ki bi ga zavrnila ali pa ne bi oblikovala? Zavrnila. Mislim. To je ta etična drža. Ja, sigurno bi jih bilo kar nekaj, ti po pravici povem. Ne bom zdaj takoj povedala, ker bi Dobro. mogla o tem premisliti, ampak sigurno bi jih bilo kar nekaj Okej. par. Ja. Dobro. Da ne boš v težavah, Tako, ja, da ne bom težava. ker nimaš več unga kupi. Ja, tako, nikoli ne veš. Nikoli ne veš. Kako pa je s promocijo? Aha. Ja, Ja, promocija se je pa tudi zdaj zelo spremenila. Včasih je bilo to zelo jasno, si nekako naredil en sejem oziroma razstavo, potem so prišli člani tiska, recimo stilisti, fotografi, uredniki. Zdaj se pa to vse nekako spremenilo. Kot teh sejmov je postalo preveč, kot oblikovalcev je ogromno. Sicer v modi verjetno je zdaj malo manj, ker so pač stroški to večji, ampak oblikovanje v primeru pohištva se je zelo razmnožilo. Tako da je nekako taka poplava izdelkov in dizajnerov ratala, tako da je veliko težje izstopati na en način. In tudi, kadar si objavljen, ta objava nima tazga učinka, kot je včasih to imela. Ne. Včasih je bilo to tako, si v eni reviji, pa takoj te ljudje opazijo, pa pokličejo, pa si v kakšnih novih trgovinah tako, ali pa imaš kakšno prodajo. Zdaj ljudje zelo malo gledajo revije, kot prvo. Če si recimo na socialnih medijih, imaš lahko tudi vizibilnost, pa ta vizibilnost lahko nič ne pomeni, ker sploh ne veš, koga dobiš. A so to ta prave stranke, ljudje ti lahko sledijo. Jaz ne vem, a so te stranke, ali so to samo tako eni... a pač Katja Štok to vidi ali pa vidi. Ja, tako, ali pa en študent, Katja ali pa Štok iz en Moskve. ja, ali pa en milijonar, jaz to ne Ali pa vem. Ne. milijonar.
Tako da v bistvu je zelo težko imeti eno tako preglednost, te vizibilnosti, pa kaj ta vizibilnost sploh pomeni, se to sploh spremeni v kakšen končen finančen rezultat. Ne? Prosim, povej številko, pred snemanjem smo se pogovarjali, koliko je diplomiranih študentov v enem letu v Združenem kraljestvu na področju oblikovanja. Ja, to sem prebrala v Dezinu. Dezin je tak newsletter za dizajn, spletna stran, spletni časopis v bistvu. In oni so rekli, da je lansko leto v Združenem kraljestvu iz vseh panog dizajna, se pravi od mode, grafike, industrijskega do keramike, ne vem, kjerkoli dizajna, da jih je prišlo ven v enem letu 150,000 novih dizajnerjev. Ko sem jaz hodila na likovno akademijo, jih je bilo, meni se na industrijskem oblikovanju, nas je bilo meni 9. To je bilo v celi Sloveniji. Zdaj pa primerjava v Angliji, ne vem, koliko jih pride vse skupaj. In kakšne so zdaj priložnosti bile za Laro Bohinc pred 30 leti? Tako, ja. Ali pa zdaj za enega, ki bo letos diplomiral? Veliko manjše priložnosti so zdaj. Mislim, so lažljivo večje, zato ker imaš socialne medije. Lažljivo večje, zato ker se ti zdi, da te lahko, da imaš več vizibilnosti, ker lahko prideš do veliko ljudi, samo v resnici ljudje te sploh ne vidijo. Ne, to je to. Tako da jaz mislim, da je veliko težje, kot prvo, da te sploh kdo opazi, kot drugo, da imaš sploh kakšno točkovno razliko, kaj je točno tisto, kar je najbolj drugačno od koga drugega, ne. A ti kaj pišejo ali Slovenije ali pa morda tudi iz Združenega kraljestva, kakšni mladi oblikovalci sprašujejo, ali bi jih imela za practitioner, pišejo tudi kakšne vajenci oziroma praktikante, no. Tako, ja. Za kakšne nasvete jih tudi kakšni pišejo, ne, mislim, to mi je zelo težko odgovoriti, ne. To je nemogoče enemu dati en tak odgovor, če jih ti dobesedno res ne poznaš, pa točno veš njihove zgodbe, pa kaj so. Ker to ni tisti one size fits all odgovor, ki bi jaz rekla, recimo, ne. To so zelo posamezni primeri. Ampak kako potem v današnjem času, ne, se pravi, imaš veliko možnosti brezplačnih, od programa, od umetne inteligence, do družbenih omrežij, tega prej ni bilo, ampak hkrati je to težje. Z dobrim dizajnom prideš, srečo. Mislim, kot prvo te stvari niso zastonj, recimo moraš plačati. Kako bo še kdo postal član elitnega britanskega kluba? Res ti ne znam povedati, res ne vem tega odgovora. Ne vem. Sreča. Mislim, uporabljati moraš vse, kar imaš. Karkoli imaš. Imaš to znanje, imaš veze, imaš denar. Če tega nimaš, moraš pa kaj novega stvariti. Ne vem, kaj to je. Ampak vsak ima svojo zgodbo. Ne? Zdaj, na kaj to, mislim, kaj to bo, jaz točno ne znam povedati nobenemu. Bi se ti še enkrat odločila za ta študij? Zdaj, ko vse to veš in znaš. Pazi, poslušajo in gledajo. No pressure. Ne vem. Brez pritiska. Ne vem, mogla bi premisliti. Jaz zmeraj tako pravim, če je to res tisto, od katerega ne moreš živeti. Recimo, jaz sem bila taka, da sem zmeraj nekaj ustvarjala. Tako da meni brez tega, jaz ne bi mogla drugače živeti, da ne bi bila ustvarjalna. Tako da res se mi zdi, da to bi mogla nekako delati, zato ker sem skozi nekaj na tem področju delala že kot otrok. In tudi, če bi se kaj drugega izobraževala, bi verjetno to nehala delati in postala en tak kreativc. Ampak, če se le da kaj drugega delati, ampak kaj to drugo je? V tem času ne bi znala tudi nobenemu svetovati. Recimo se izobražaš ti za enega odvetnika, pa mogoče odvetnikov sploh 10 let ne bo, oziroma jih bomo rabili čist malo. Tako da sploh ne vem, kaj tisto je, kar bi lahko komu svetoval. Tako da je najboljši iti po svojem instinktu. Ti pač delaš tisto, za kar misliš, da lahko postaneš v nečem najboljši. In če je to dizajn ali pa art, potem bo šel v to. Če pa imaš dvome, da ti je to 100% to, kar moraš delati, pa boš kaj drugega. Kaj pa to kaj drugega je, pa to pa sploh ne vem, kaj bi predlagala komu. Zdi se mi, da je bila v tvoji karieri, da ste bili 2 prelomnici. Ena verjetno ta, ko si začela delati objekte za dom, druga verjetno Brexit. Ne, Brexit je pa bolj taka... V smislu poslovanja. Poslovna prelomnica, tako, ampak za kreativno pa kot del moje poti pa sploh ne. Poslovno pa bilo, ja. Zato, ker to je pomenilo, da kar naenkrat, jaz sem imela firmo v Angliji, mi smo pa v glavnem, vsi izdelki so bili pa narejeni na Portugalskem, Italiji, pa nekaj tudi v Sloveniji, se pravi v Evropi.
In kar naenkrat z angleško firmo nisem mogla več izvažati teh izdelkov iz Evrope po kateri strani sveta, v Ameriko ali pa nazaj v Anglijo ali pa kjerkoli. Tako da če ne bi jaz ustanovila firme v Evropi, jaz sem ustanovila firmo v Amsterdamu, bi mogla vse izdelke iz Evrope pripeljati najprej v Anglijo, pa jih potem z Anglije izvažati spet ven. To je dvojna carina, ne? Dvojna carina plus dvojno pošiljanje, stroški transporta. Carina je pa... Carina, v Davek bistvu je carine ni, ne, se to je najbolj tisto, kar je. Aha. Carine ni, ampak je davek na dodano vrednost. Dobro. To je 20% v Angliji, 20%. pa meni v Sloveniji, da je 22 ali ni. Okay. Tako da bi na vsaki strani mogel to plačati, tako da to je čista To je skoraj neumnost. polovica več potem Ja. za... Pa še stroški prevoza, ki so zelo Še dragi. to. Ne? Tako da jaz sem zaradi tega potem ustanovila firmo na Nizozemskem, da lahko potem direktno iz Evrope z računom od moje nizozemske firme lahko potem to pošiljam po celem svetu. Tvoji izdelki so zelo umetelni, rekli smo naravni materiali. Hkrati pa smo zdaj v situaciji, kjer je zelo malo obrtnikov, ne? Aha, Te poklici alarmantno ja. izginjajo, ker ni zanimanja, ne? Ja. Da bi se te obrti ohranjale. Kje jih ti najdeš? Vem, da je to po celi Evropi, od Portugalske, nekaj imaš v Italiji, Ja. mislim, da si tudi nekaj v Sloveniji. Ja, tudi Kje to nekaj, ja. najdeš, kje iščeš? Ja, Portugalska ima zelo veliko rokodelcev, obrtnikov Ja. in tudi Italija. Kljub temu jih je še zmeraj veliko. Tudi oni imajo težave, da mladi ljudje nočejo delati. Samo to se bo po mojem zdaj vse spremenilo, ne. Odkar je zdaj ta nov naval umetne inteligence, bo ljudje videli, da morajo nekaj začeti z rokami delati, da je to v bistvu še najbolj varna služba, ne. Tako da se bo verjetno spremenilo spet nazaj to. Ampak kako najdeš te... Preko agentov v glavnem. Preko agentov, pa tudi Obstajajo agenti, ki so člen agenti med... za produkcijo. Oh. To so agenti za produkcijo in oni so v bistvu vmesnik med mano, med kreativcem pa med proizvodnjo. In oni recimo na Portugalskem, kakšni sploh ne govorijo angleščine, ker govorijo samo portugalsko, da ta agent je med mano in potem jih oni gre tudi obiskat, pogleda, če oni to Zdaj res imaš te delajo. aplikacije, veš, na telefonu, ki To ti ni lahko aplikacija, govoriš... ne? Ne, A ti ja, lahko govoriš imaš, seveda angleško, imaš. pa pol prevaja portugalsko. Ja, sam, veš kaj imaš kakšne tehnične pa take detaljne zadeve, Ne more umetna ne moreš, inteligenca, ne. še ne more. Mislim, lahko, sam je nikoli ne veš, če dobro razumejo. In tudi ponovadi ljudje, ki ne govorijo iz jezika, zmeraj rečejo, da razumejo, ampak ne veš, če zares razumejo. Kako imaš pa potem lahko nadzor nad kakovostjo? No, se agent to dela, potem agent, pa tudi jaz grem tja velikrat, ampak agent skozi nadzoruje, a veš, jih obišče, vidi, da res delajo ali ne, pošlje slike, pa pridem jaz obiskat, pa vidim, kaj je narejeno. Tako da to se da, ne? To se zelo da na ta način. Zdaj, kaj pa tvoja zgodba z Ameriko? V kakšnem smislu? Ti povej. Ni nobene zgodbe. Ni nobene zgodbe. Ne. Bila si v Miamiju, to je bila kar velika Ja, stvar. v Miamiju sem A bila, ja, no. seveda, ja. To Ja. sem pa zmagala Miami Design District Award. To je bilo pa decembra 23 in to je bila taka velika inštalacija na 5 delih Design Districta. In to je bilo 35 takih zelo velikih funkcionalnih skulptur. Ene so bile kot luči, ene so bile kot sedeži ali klopce, pa je bilo pa 900 teh hišic za ptičke, tako, ki so bile po drevesih. In takrat sem v Miami, pa sem pa še enkrat tudi razstavljala na Design Miami, tako da sem bila v bistvu dvakrat tam prisotna, drugače pa sodelujem z galerijo, eno v Miamiju pa eno v New Yorku, tako da to je glavna moja zgodba. Kako se pa razlikuje, zdaj imaš kar lepo pogled v ameriško sceno, britansko sceno, evropsko sceno. Ja, ameriška scena je tista, v kateri je največ kupcev. Oni imajo še nekako zmeri še največ tega dodatnega dohodka, da lahko... Kupna moč. Kupna moč, temu reče točno, kupna moč. Čeprav je marsikje realnost drugačna, ne? Ja, Ko predsednik Trump brezdomce tako. umika s ceste, da jih ne Tako. vidi, ne, v Washingtonu. Tako, ja. Pa Da. tudi on je kriv za to, da se ko je ustanovil te nove tarife, to je bilo glih lansko leto med Milanskim sejmom za pohištvo, so se ljudje kar ustrašili, ker niso vedeli, ko bomo mi zdaj to plačevali. In tudi ni bilo jasno. In tudi nikoli se ne ve, meni tudi ljudje sprašujejo in so zelo kakšni jezni, ne, ker pridejo kar na carini, to zdaj zelo dolgo časa traja, tudi ne vejo točno, ko bojo plačevali, prej je bilo za Evropo, ne vem,
no, za Anglijo je bilo 10%, zdaj je 20%, pol verjetno čez 2 meseca bo spet 10%, pol neki pravi, da bo tudi nazaj dobil, tako da noben ne ve, kaj se sploh dogaja, tako da je zelo nestabilno, kar se tega Tako da ti tiče. moraš v bistvu kot kreativka zelo spremljati Ja, in spremljam, gospodarske kazalce in družbeno-politične vse. tako, Ne? ja. Pa kako to vpliva, ker konec koncev ti imaš svoje podjetje, ne? Ja, Ampak si kreativka. ja. Kako to balansiraš, da se ne utapljaš v številkah, papirologiji in da v bistvu narediš to prepreko, da Ja. ohraniš svojo kreativnost in da to toliko ne vpliva na te, ne? Da nisi v enem, si imela kdaj blokado mogoče ustvarjalno? Ne, ampak tudi v bistvu, a veš, zdaj se mi zdi, da so toliko ti sistemi raznih teh aplikacij, je biznis veliko lažje narediti, kot je bilo prej. Tudi z umetno inteligenco lahko veliko lažje narediš plane, razne finančne in tudi lažje razumeš strukture te finančne. Tako da se mi zdi, zdaj veliko lažje, mi tudi manj časa vzame. Jaz porabim recimo najmanj 80% mojega časa je na kreativnosti. Okay. Včasih, recimo 15 let nazaj, je bilo pa obratno. Je bilo pa 80% časa je bilo vezano na prodajo, biznis, komplet. Tako da zdaj sem v bistvu veliko bolj svobodna, kot sem bila prej. Ne? In se tudi ne ukvarjam toliko s tem, mogoče zaradi tega, ker je studio drugače funkcioniral. Včasih smo imeli znotraj hiše, ko smo imeli nakit e-commerce, tako da smo sami pošiljali pakete, zdaj pa tega sploh ni. Ne? Tako da imam v bistvu vse ta prodaja je v glavnem na zunanje vezana. Tako da sem veliko bolj svobodna. Še rišeš na roko, skiciraš na roko stvari? Kakšne? Kakšne? Tudi, ja, kakšne. Kakšne stvari čisto na roko. Keramiko sem začela, to pa sem nobenega skiciranja. Ampak pa sem mogla skicirati, ker sem mogla par, kako bomo zdaj to naredili, kako bo lučila, kakšen bo sistem. Ampak na začetku sem nobenega skiciranja. Delavnica, material mi bo sam povedal, bom malo probala, pustila, probala še enkrat. Tako da. Teme, ki si jih v svoji karieri zajela, so vesolje, Tako. slaščice, profiteroli, Ja, velike kosmate živali, tako. ženske obline. Ja. Kaj vse vpliva na te? Kako to... Ne, ker si rekla, da si zelo dojemljiva, da zelo slediš stvarem, sceni, glasbi, filmom, art sceni. Ja. Kaj je potem tisto, kar daš ti od sebe? Ne? Ker zdi se mi, da je za nivo ustvarjalca tvojega kova, da si zelo drzna. Aha. Se mi, da so eni zelo preračunljivi in si ne bi upal, spomnim se, ko si delala Peaches Ja. in je bila inspiracija velike ženske zadnjice, ker je bila takrat Kim Kardashian in si imela tisti wall in so bile zadnjice gor. Jaz si to, ne vem, pri kakšnem Marcelu Wandersu ali pa kje težko predstavljam, ali pa kakšnih arhitekturnih birojih, kako... Ja, ta je bila sploh reakcija na to, mislim, ker sem hotela poudariti to žensko, zato ker je bila nekakšna reakcija, točno to, kar si prej omenila, na ta svet dizajna, ki je predominantno moški. Ne? In sem hotela to poudariti, da jaz sem ženska in da so me tudi v dizajnu, da lahko uporabljamo ženske elemente, ker dizajn je dostikrat hladen in tako bolj racionalen, posebej industrijski dizajn. Ne? Tako da teme se ponavadi mi vlečejo, nekako tu okrog 5 do 7 let sem to opazila, tako me nekaj zanima in potem to črpam, potem pa mi nekako postane dolg čas, oziroma sem mogoče že izčrpala to temo, potem se naprej premaknem. Pa nikoli ne gledaš, kaj bi na trgu šlo, kaj bi bilo všeč strankam, ampak vedno, kar je tebi všeč. Ne, mora biti, tudi gledam, kar je všeč strankam. Gledaš. Tudi gledam, recimo, vidim, ok, stranke hočejo imeti, ne vem, male mizice, moramo imeti male mizice, ampak to nič ne odriva kreativnosti stran, to je samo en dodatek. Ne? Kako pa to ugotoviš, da stranke male mizice? Ja, ker mi povejo. Aha, tako. Ali pa ljudje hočejo Ena na ena je to. Ja, ali pa hočejo imeti cenejše stvari, ne. Recimo, mi bi radi mizico, ampak hočemo zapraviti, ne vem, 2000 evrov, ne 15. Ok, kako lahko to naredimo? Sigurno je velikost ena. Take stvari, ne. Potem malo še nekako razmišljati, temu se reče merchandising, oziroma da imaš tisti razpon. Ampak to nekako ne vpliva kreativnost. Meni je to zanimivo, ker se mi tudi zdi, da je to dobro ljudem dati nekaj, kar oni rabijo. A imaš dosti tega, da po naročilu to delaš, da mogoče mi sploh ne vidimo? Pa... Ja, kar veliko, ja. Tudi. Kar veliko. Kaj pa ghost design, da si kaj oblikovala, pa se ne podpišeš? To pa še nisem. Pa bi?
Ja, Res? ja, bi, mogoče. Odvisno za koga, pa kaj bi bilo, če bi bilo kaj zanimivega. Je to pogosto, mislim, se to dogaja? Veš, da me še nikoli noben ni vprašal. Aha, da bi to ti počela. Ja. Ampak nasploh je to tako praksa, da recimo Veš, da delajo? sploh ne vem, še nikoli Ja. nisem slišala, da bi mi kdo od mojih prijateljev rekel, da jih je kdo to To je bolj vprašal. v pisanju knjig, ne, sicer. Verjetno, ja. Ja, da potem imaš ghostwriterje, ne, Ja. ampak tako sem čist, Ampak se v bistvu na en način, če si zaposlen v firmi, je to isto. verjetno, Se si isto nisi podpisan. ja. Um, Arhitekturni biroji, Ja, ne, isto. kjer sta v bistvu tako. ponavadi lastnika, ne pa 10 mravljic, Ja. ki riše načrte, Ja, tako. pa še niso plačani. Ja, točno to. Ja. Enkrat si izjavila, rada bi oblikovala piflarsko nosljivo tehnologijo. Še vedno? Piflarska? Piflarsko nosljivo tehnologijo. Kaj to pomeni? Verjetno ta očala pametna. Tako A kot ja. tako kot zdaj recimo Meta z Ray-Banom, ampak to si rekla ti veliko pred To je tem. bilo, ja, to je bilo 100 še v let času nazaj. nakita. Ja. Takrat sem mislila, da se bo nakit nekako bolj tako razvil v tehnologijo. Ja. Vse na en način se je, ne. Ja. Recimo imaš te prstane, ta, ne vem, ko se imenuje, a je prstana, veš, ko ti Ja. gleda spanje, mhm, pa to ne. Tako da sem mislila, da se bo nakit več v to smer razvijal, kakor se je, ne. Kaj bi pa zdaj? Kaj te zanima? Enkrat si vem, da si rekla tudi tele pipe za kopalnice. Ja, to bi z veseljem Res? oblikovala. Ja. Pipe so tudi recimo kot en nakit za kopalnico. Z veseljem bi pipe oblikovala. Pribor, jedilni pribor. To je tudi nekaj, kar še nisem, tudi nekaj manjšega, ki bi me zelo zanimalo. Mislim, tako po pravici povedano, mislim, meni je vsak izziv Kaj dobrodošel. pa avtomobil? To pa ne vem, če bi znala. Sem oblikovala enkrat en motor, ker ni šlo potem nič naprej. Aha. Je bil električni motor, ampak avtomobil se mi zdi pa, da je to tako specializirani ljudje, celo življenje to študirajo, to po moje bi zelo težko, razen to bi zelo težko oblikovala. Ja. A mora biti oblikovanje vedno lepo? Zdaj sem se spomnila recimo na vesoljsko tehnologijo, ki mora biti zelo praktična. Aha. A ti je to kdaj zanimalo? Mislim, oblikovanje po definiciji prinaša eno estetiko, obliko funkcionalnosti. Se pravi, če odstraniš tisto estetiko, potem je sama funkcionalnost, a je to oblikovanje? A je ta mikrofon oblikovan? Ta je sigurno oblikovan. Sigurno je oblikovan. Sigurno je oblikovan. Če te všeč ali ne, to je druga zadeva, ampak To sem sigurno je hotela reči, oblikovan. ja. Pustva, kako zdaj, Ja, ampak... sigurno je oblikovan. Seveda je že to viden, da je tukaj veliko dizajna noter. Ja. Mogoče bi ti bil izziv, da bi bil... Ja. Ja. No ja, mislim, vesoljska tehnologija, a da pošiljajo take stvari, ki niso oblikovane, to sploh nisem vedela. Ne, se verjetno, se pravim, če že nekaj oblikuješ, če že Ja. nekaj narediš, je verjetno že oblikovano, ne? Tako. Zdaj lahko je samo Ja. boljš ali slabš ali... Ponovadi inženirji zdaj zmeraj sodelujejo tudi z oblikovalcem, oziroma so design inženirji, tako nekako v tem smislu. Ne. Kaj pa ta imena, ki jih izbiraš za svoje kose, kako ta proces poteka? To je Ene kar parih zabavno. zabavno. To je zelo zabavno. Big girl, Big Gagarin. girl, to mi je bilo zelo všeč, Ja. kot big girl. Odvisno, ne, kakšna so. Kakšna so bolj resna imena, odvisno kakšna je tema. Ne. Ja. Kakšna so pa tako zabavna, odvisno kakšna je tudi kolekcija. Recimo za tole Betsy, ki je bila ta kolekcija teh miz iz usnja, je bila inspiracija ta ptica iz Muppetova, ki je bilo ime Betsy. Betsy je tudi tako zelo tako starinsko angleško ime, ki ga imajo ponavadi stare mame. Ne. Tako da mi je bilo zelo smešno to ime, pa tudi kolekcija je taka smešna. Ne. To ga pri nas Marija, verjetno. Ali? Ne, Niti ne? Marija, Fanči. Fanči. Kakšen Fanči bi bilo tako, Fanči. ja. Marija je malo, še zmeraj bolj resna, ampak Fanči je malo bolj tako smešno starinsko ime, recimo. Okay. Pa tudi lepo ime je Fanči. Ampak odvisno je od tega, no. Kakšna so pa bolj resna. Za keramike so bile malo bolj resna imena. Ko so bile malo bolj tako deskriptivna nekako. Ne. Za to kolekcijo, v kateri je tudi ta Big Girl, je napisala, oziroma te je malo novinarka Wall Street Journala vprašala, ali bi si upala oblikovati kaj podobnega, če bi bila moški. Ja, to je Ja. dobro vprašanje. Ja. Ne vem, če bi se v tem času. Res ne vem, če bi se, ker mogoče bi me pol obtožil šovinizma.
Mislim, to je zelo zanimiv pogled, da se lahko eni z notranjosti tega lahko to naredi, zunanjosti pa ne, ker v bistvu ni pravično, ne. Se pravi, a bi lahko jaz oblikovala recimo moško navdihnen stol, recimo tak, da je zelo suh, pa tak zelo špičast. Zakaj pa ne? Ja. Zakaj potem moški ne bi smeli nekaj bolj okroglega oblikovati? To je zelo en tak čudna podstavka te današnje dobe, da lahko samo eni imajo mnenje oziroma pravico oblikovati nekaj druge, pa ne. To se mi ne zdi prav. Zdaj pa, kaj imaš še kaj za naprej? Kje si zdaj? Zaenkrat zdajle keramiko moram še nekaj dokončati. Potem imam pa ene par novih projektov, ki ti ne morem še točno povedati, kaj so. Nakit bi še kdaj oblikovala? Bomo še kdaj dočakali kaj? Je nakit tudi v planu. Za vse, ki zdaj poslušajo in Je gledajo, tudi v planu zdajle. kot tvoj Ne kot moj. collab. Collab, tako. Okay. Dobro, potem pa, zdaj mislim, da si bila prvič na RTV-ju, ne celo? Po moje prvič. Nenavadno. Ja. Ja. Saj vidiš, nisem vedela, kje sem. V kleti. Snemamo v kleti, Ja. da ne bo kdo mislil. Ja. Okay. Ja, lepo, no, hvala za Ja, enako. obisk, upam, da Hvala tebi. so te spoznali malo bolj tvoje delo. Veliko je tega še ne, ampak Ja. nadaljujemo. Ok, hvala. Okay. Hvala.